V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je cvetna nedelja, ki pomeni začetek velikega tedna. Danes začenjamo slovesno praznovanje našega odrešenja po Jezusovi smrti na križu in njegovem vstajenju v slavo. Verujemo, da je naša duša lepa takrat, ko ljubimo Boga in svojega bližnjega. Takrat stojimo v luči. Naša svetla vera presega vsa naša dojemanja in vse predstave in sega onkraj vsega. Zapisano je, da je Jezus najlepši med človeškimi sinovi, čeprav iznakažen na križu. Najlepši je zato, ker je Jezus Kristus utelešena Božja ljubezen. Postni čas s cvetno nedeljo to potrjuje. V spomin na današnjo cvetno nedeljo bomo prejeli oljčno vejico, ki je simbol miru in sprave z Bogom. Lahko si predstavljamo, da nam Bog podarja oljčno vejico, s katero nas vabi v spravo z njim in v spravo drug z drugim. Tako bo vsak od nas po koncu bogoslužja pri izhodu iz cerkve prejel eno manjšo oljčno vejico, ki jih bomo delili duhovniki. Prisluhnimo še ostalim obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. Srečanje je priložnost, da se osebno v molitvi priporočimo Bogu. V sredo odpade diskusijsko svetopisansko predavanje, smo pa vabljeni na bogoslužje za Veliki petek 18. aprila ob 19. uri. Torej v petek ob 19. uri vabljeni na posebno bogoslužje, ko se lahko skupaj spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti na križu, iz česar izvira naša vera in večno življenje. Naslednjo nedeljo ob 10. uri dopoldan pa dobrodošli na svečano velikonočno bogoslužje, ki je namenjeno veselju. Veselje pa je smiselno, če se veselimo skupaj. Na bogoslužju za veliko noč bomo imeli tudi Gospodovo večerjo, zato dobrodošli. V nadaljevanju bomo zapeli veselo pesem, s katero vstopamo v veliki teden in pravi: Bog je ta dan ustvaril nam. Izvolimo sesti. Biblično vodilo današnje nedelje se glasi:
Sin človekov mora biti povzdignjen, da bi vsak, ki vanj veruje, imel v njem večno življenje. Prisluhnimo svetopisemski poeziji iz 73. psalma, ki naj nas navda z zaupanjem Bogu. Toda jaz bom vedno s tabo, prijel si me za desno roko, s svojim nasvetom me vodi, potem pa me vzami v slavo. Koga imam v nebesih? Če sem s teboj, si ničesar ne želim na zemlji. Skala mojega srca in moj delež je Bog na veke. Jaz pa, Božja bližina je dobrina zame. V Gospoda Boga sem postavil svoje zatočišče, da bi pripovedoval o vseh tvojih delih. Da bo naše veselje trajno in čisto, pa nas vabim še k priznanju grehov. Večni Bog, priznavamo, da je bolečina, ki jo povzročajo grehi, velika, ker težko sprejmemo resnico. A resnica je samo ena, da je tvoj sin trpel in umrl namesto nas. Prosimo te, pomagaj nam, da bomo to rešitev cenili s hvaležnim srcem in ne bomo rešitve iskali v vzporednih stvareh, ki nas zasužnjujejo in utesnjujejo, ter nam odvzemajo veselje od rešenja. Pomagaj nam, da svojo vero vate poglobimo in zaupamo tvojemu usmiljenju. Amen. Z naslednjimi besedami milosti in slavospeva pa lahko izrazimo svoje navdušenje nad Božjo milostjo. Bog Oče je po Kristusu spravil s sabo vse stvarstvo, saj je s krvjo njegovega križa, se pravi po njem, pomiril, kar je na zemlji in kar je v nebesih, da bi nas privedel pred svoje obličje svete, brezgrajne in neoporečne. Slava Bogu na višavah in mir ljudem, ki so mu po volji. Zaključimo uvodno pobožnost še skupno molitvijo. Vsemogočni Bog, nenehoma smo presenečeni nad načinom, kako obračaš ta svet na glavo. Mi bi za odrešenika sveta izbrali mogočnega princa, ti pa si izbral cesarjevega sina, rojenega v dvomljivih okoliščinah. Mi bi za njegove učence izbrali ljudi iz templja, ti pa si izbral ribiče, pobiralce davkov in izobčence. Mi bi za veličastni vhod v Jeruzalem izbrali belega žrebca, ti pa si izbral žrebička oslice. Mi bi za njegovo kronanje izbrali palačo, ti pa si izbral križ. Mi bi v njegovo kraljestvo vključili tiste, ki razmišljajo in izgledajo tako kot mi, ti pa si vanj vključil ves svet. Ti nas učiš živeti v neskladju s splošno veljavnim in priznanim. Pri tebi je pot navzdol, pot navzgor. Zlomljeno srce je zaceljeno srce, ponižanje pomeni povišanje. Skesan duh je vesel duh. Nositi križ pomeni nositi krono, dajati pomeni prejemati, umreti pomeni živeti, kajti tvoja milost je onkraj vsega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki pravi Moje življenje si.
ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moje si grehe na sebe vzel, stopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kadar se zgrudim, me krepiš, s duši mi dušo potešiš, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. 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 Vreden si časti. Izvolite sesti. Danes, ko smo se z družino peljali na to bogoslužje, sem opazovala ljudi, ki so prihajali v cerkev, tudi druge cerkve po Novem mestu, in ljudje so v rokah nosili oljčne vejice in butare. Verjamem, da niso mogli mimo tega, da ne bi pomislili, kdo ima večjo, čigava je lepša. In danes bom nekaj govorila o ljubosumju, ki je, če niste vedeli, slovenski nacionalni šport. Človek je lahko ljubosumen na različne stvari. Ljubosumje je čustvo, ki se lahko pojavi kjerkoli, ko imamo občutek, da nekaj dragocenega izgubljamo ali da nam nekdo drug ogroža nekaj, kar si želimo imeti ali obdržati. Ljudje smo pogosto ljubosumni v partnerskem odnosu, ko imamo občutek, da se partner bolj posveča nekomu drugemu ali ko se bojimo prevare. Ljubosumni smo lahko tudi v prijateljskem odnosu, ko se čutimo zapostavljene. Ljubosumni smo lahko na uspeh sodelavca, ko nekdo dobi priznanje za nekaj, za kar smo se tudi mi prizadevali. Ljubosumni smo tudi, ko se osebno primerjamo z drugimi, na videz, talent, inteligenco, sposobnosti drugih. Včasih pa tudi na nekoga, ki je bolj samozavesten, sproščen ali srečen. Človek se lahko ljubosumno oklepa ne samo ljudi, ampak tudi idej, vlog, položaja, ki ga imamo, statusa, občutkov, rutine ali celo preteklosti. Gre za to, da nečesa nočemo izpustiti, ker se nam zdi preveč dragoceno ali ker se bojimo, da bomo brez tega izgubili tudi del sebe. Vendar to ljubosumje običajno negativno vpliva na nas, saj ruši naše odnose in notranji mir. Prisluhnimo sedaj današnjemu berilu, v katerem tudi najdemo besedo ljubosumnost, ampak drugače, kot bi mogoče pričakovali. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad vsakim imenom,
da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno biti v nebesih, na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta. Iz prebranega odlomka res lahko vidimo tisto, kar nam naši duhovniki večkrat polagajo na srce, da je naš Bog drugačen in dela stvari v nasprotju s človeško logiko. V nobeni drugi religiji se Bog tako ne poniža, niti na takšen način ne približa Bogu, kot je to storil naš Gospod. Prebrali smo namreč, da se Jezus ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, temveč je prevzel vlogo, podobo služabnika. In ravno zato, ker je postal pokoren vse do smrti, je bil povzdignjen nad vse. Zato mu kristjani pojemo hvalnice, ter mu dajemo vso čast in slavo, ki mu pripada, in tako priznavamo, da je Jezus Kristus Gospod. Boga pa lahko prosimo tudi, da nas očisti, da ne bomo pretirano in nezdravo ljubosumni, da danes, ko bomo odhajali, ne bomo primerjali, kdo ima večjo oljčno vejico, ampak da bomo znali graditi topel in ljubeč odnos z brati in sestrami, prijatelji in družinami, pa tudi sodelavci in drugimi ljudmi. Vabim nas, da ostanemo, da skupaj zapojemo naslednje pesmi. Njegove moči, lepote in časti, polni zemljo vso, polni zemljo vso. Naš Bog in večni kralj, v svetlobo je vodi, prežene temo vso, prežene temo vso. Velik je Bog, boj se mojke, velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasen je, z besedo se drži, z besedo se drži. Troedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekoma je On in večno isti Bog. Velik je Bog, boj se moj, ker velik je On,
Oznanil bom tvoje ime svojim bratom, sredi zbora te bom hvalil. Tisti, ki se bojite Gospoda, hvalite ga, ves Jakobov zarod, častite ga, trepetajte pred njim, ves Izraelov rod. Zakaj ni preziral in ni zaničeval nesreče nesrečnika? Ni skrival pred njim svojega obličja, ko je k njemu klical na pomoč, je slišal. Od tebe je moja hvalnica v velikem zboru, svoje zaobljube bom izpolnil pred tistim, ki se ga bojijo. Ubogi bodo jedli in se nasitili, hvalili bodo Gospoda tisti, ki ga iščejo, naj vam oživi srce zavedno. Amen. Sledi še utrinek za otroke. Dragi otroci, vabim vas naprej, da vam bom nekaj pokazal in ker boste nekaj dobili, kar pogumno. Ta čas pa lahko pokažem ta predmet odraslim. Da se spomnimo na eno zgodbo, staro zgodbo, svetopisemsko zgodbo. Noetova barka, bravo. Kaj bi znali povedati o tej zgodbi, o Noetovi barki? Kdo je bil glavni akter? Noe, ja. Pa kaj je imel s sabo na ladji Noe? Živali, koliko živali? 2, 3, 2 mucke in to je to. Od vsake vrste je imel po en par. Zato, ker se je zgodilo nekaj groznega. A mogoče veste, kaj se je zgodilo? Huda nevihta. Ja, bravo, huda nevihta, ki ni prenehala, tako da je nastal vesoljni potop, velika poplava. In toliko časa je ta poplava trajala, da bi vse živali lahko pomrle, če jih ne bi Noe rešil. Koliko časa mogoče veste? Skoraj več kot 1 leto so bili na ladji. So zračunali učenjaki, več kot 1 leto. Judovski rabini so staknili glave in preučevali in so rekli več kot 1 leto. In sedaj so prišli do zaključka, pridemo do zaključka zgodbe. Mogoče veste, katera žival je naznanila, da je konec poplave. Golob, je nekdo rekel golob? Bravo. Golob oziroma golobica. Golobica je prinesla v kljunčku eno stvar in potem so vedeli, konec je nevihte, konec je poplave. Mogoče veste, kaj je prinesla v kljunčku. Prišepetovalci so pomagali, oljčno vejico. Bravo. Golobica je prinesla na ladjo Noetu oljčno vejico. In potem so vedeli, da je konec hude ure, da je konec tega vesoljnega potopa. Kje je pa dobila oljčno vejico, če je bilo vse pod vodo? Na kopnem. Bravo. Se pravi, vseeno vode so začele odtekati in pojavila so se spet drevesa, oljke in golobica je lahko odtrgala eno vejico in jo prinesla na ladjo. In to zelo zeleno, svežo, novo zraslo vejico. Kako pa je to možno, da je pod vodo zelena vejica, zeleno drevo, zelena oljka obstala toliko časa? Ker je oljka kakšno drevo? Ste jo mogoče že kdaj videli? Takšno, da jo vsak veter upogne ali je močno, vzdržljivo? Oljko imate doma mogoče? Še ne?
Oljke so zelo zdržljiva drevesa, ki marsikaj prenesejo, sploh v Sredozemlju, ker zelo piha in so neugodne klimatske razmere. In tako se je lahko zgodilo, da so dobili vejico in tudi vi boste dobili sedaj eno vejico, pa bom prosil prostovoljca oziroma prostovoljko, lahko kar tebe, da vsakemu otroku daš iz tele vrečke eno vejico. In ta vejica ima močan simbol. Tako kot je takrat Noetu in vsej družini njegovi simbolizirala, da je konec stiske, konec hude ure in da je upanje, da imajo prihodnost, da je konec najhujšega. Tako tudi danes ta oljka nam sporoča, da je upanje, da je prihodnost pri Bogu. Oljka simbolizira odnos med Bogom in človekom. To je nekaj, kar je preživelo poplavo, nekaj, kar voda ni mogla izbrisati. Oljka simbolizira, da odnos z Bogom ni možno prekiniti, ni možno, da bi kar izginil. Odnos z Bogom je nekaj, kar preživi, kar prestane vse nevihte, vse hudo. Lahko si rečemo, ko pogledamo oljčno vejico, da mi Bog pravi, Bog nam je ali Bog mi je naklonjen. Bogu je mar zame. To pomeni oljčna vejica. Bog mi sporoča, Bog me ljubi. Bog mi je naklonjen, Bogu je mar zame. Kaj si boste zapomnili, dragi otroci, ko boste doma zagledali oljčno vejico, ko boste prišli iz šole? Ja, da je močna, zdržljiva, tako kot Božja ljubezen do tebe in do mene in do vsakega od nas. Ko vam bo hudo, lahko pogledate na to vejico in si rečete, Bogu je mar zame. In nič ne more tega dejstva spremeniti. Tako, hvala prostovoljki za pomoč, hvala otrokom za pozornost, sedaj pa greste na verouk, kjer boste slišali še kakšno lepo zgodbo iz Svetega pisma, skupaj s svojimi oljčnimi vejicami. Mi pa nadaljujemo z bogoslužjem. Pred Božjo besedo bomo pobrali še kolekto s pesmijo, ki pravi: Luč nogam mojim, beseda Božja je. Beseda
Sestre in bratje, po veri v Jezusa Kristusa, na začetku velikega tedna želim, da razmislimo o glasovih, ki sodijo v ta teden. Množica je na cvetno nedeljo vzklikala: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. Grki, ki so prišli k učencu Filipu, so rekli: radi bi videli Jezusa. Učenci so se med ženinim maziljenjem Jezusa pritoževali, zakaj takšna potrata denarja, ali ga ne bi raje podarili revnim. Jezusov učenec Juda je izjavil: kaj dobim, če ga izdam? Jezus pa jih je v tem tednu poučil, velikem tednu: če sem jaz vam umil noge, ste dolžni tudi vi drug drugemu služiti. Kaj še se je zgodilo takrat v teh dneh? Duhovščina in ljudstvo so pred Poncijem Pilatom vzklikali: križaj ga. Rimski stotnik ob križu pa je rekel: ta človek je zares Božji sin. Toliko različnih človeških glasov sredi trušča in hrupa. Potem pa je sledil tih in nepričakovan Božji glas: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Življenje brez Boga je absurdno, brezciljno. Čarobni svet ateizma, ukolikor je ateizem sploh možen, brez Boga ne more pojasniti dobrote, lepote, miru, ljubezni. Tudi če bi po nekem čudežu, slučaju obstajali Zeus, Svarun, Oziris, Odin, Pačamama, Šiva, to ne zmanjšuje resničnosti edinstvenega Boga, ki se nam razodeva kot oče, kot ljubezen. Odreka se celo svojih božanskih pravic in svoj prostor odstopa bližnjemu, grešnemu človeku. To zmore ljubezen. Noben Bog ni tak, da bi visel na križu na tak način in vstal od mrtvih. Zato vera v Boga ponuja predvsem razloge, ne pa dokazov po naši meri. Učlovečeni Božji sin, ki je jezdil na osličku, je, priznam, smešen dokaz, a ravno ta norčavost mi jemlje dih. Vabim k poslušanju Božje besede. Bomo vstali. Iz Evangelija po Janezu, 12. poglavje, od 12. do 16. vrstice. Drugi dan je velika množica, ki je prišla na praznik, slišala, da Jezus prihaja v Jeruzalem. Vzeli so palmove veje, mu šli naproti in vzklikali: Hozana, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, in Izraelov kralj. Jezus je našel oslička in sedel nanj, kakor je pisano: ne boj se, Sionska hči, glej, tvoj kralj prihaja, sedeč na osličjem mladiču. Njegovi učenci sprva tega niso razumeli. Ko pa je bil Jezus poveličan, so se spomnili, da je bilo to pisano o njem in da so mu to storili. Hvala Bogu za njegovo resnično, neminljivo in sveto besedo. Amen. Jezus je večino svojega časa preživel v zeleni Galileji, nakar je podeželje zapustil in na tedanjo prvo cvetno nedeljo krenil v Jeruzalem. Jezus je v Jeruzalem, tako ocenjujejo, vstopil na vzhodni strani mesta, kajti mesto je imelo več vrat. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je v Jeruzalem istočasno vstopal skozi glavna vrata na zahodni strani Poncij Pilat, rimski guverner podjarmljene dežele. Pilat je večinoma časa preživel v Cezareji, v letoviškem mestu ob morju,
kajti v Jeruzalemu ni živel. Tam je prišel le za velike praznike, ko so prišli Judje od vsepovsod, tudi iz drugih dežel, iz diaspor, in se je rimska oblast bala ljudske ustaje, torej upora proti okupatorju. Sicer pa je živel v Cezareji, tam je imel trdnjavo ob morju, stran od prašnega in umazanega vročega Jeruzalema. Prva cvetna nedelja je znana po 2 vstopih v mesto. Jezusova povorka in Pilatova povorka. Jezus vstopa na vzhodni strani mesta, Pilat sočasno pa na zahodni strani mesta. Pilat je naredil vojaško parado, predstavo za javnost. Pravzaprav predstavo za ustrahovanje javnosti, bojni vozovi, konjenica, razkazovanje imperialne moči kot opozorilo, kdo je glavni. Jezus pa je vstopal v mesto sedeč na osličku, ne v bojnem vozu s konji. Kot bi šlo za Jezusovo šalo, smešen protest, norčevanje, rekli bi za parodijo iz močne rimske vojske. Ljudje in Jezusovi učenci so verjeli, da je to začetek upora. Takšen upor, a takšna žival, a ni mogel najti česa lepšega in močnejšega od osličjega mladiča? Zapisano je, da Jezusovi učenci sprva tega niso razumeli. Celo Jezusova učenca, Jakob in Janez, sta čakala veliki trenutek in naprošala, da bi sedela v tem ustanovljenem kraljestvu, eden na desnici, drugi na njegovi levici. Pred očmi množice se je pokazala zmagoslavna slika kralja Davida, največjega kralja. Zato so začeli vzklikati Hozana, Davidovemu sinu, blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu, Hozana na višavah. Toda kraljestvo, ki ga vzpostavlja Jezus, je kraljestvo miru. In o tem je bilo že rečeno v utrinku za otroke, kar tudi oljčna vejica simbolizira, navsezadnje tudi pri organizaciji Združenih narodov. Njegovo kraljestvo miru sega k ljudem, ki jih ne ljubimo, dosega naše sovražnike in tiste, ki jih sovražimo. Bistvo Jezusovega cvetno-nedeljskega sporočila je, da naš človeški sistem ne deluje. Naš človeški sistem ne deluje, kdorkoli je na oblasti. Levica, desnica, liberalci, konzervativci, demokrati, socialisti, laburisti, zelena alternativa ali katerakoli sredina. Kajti treba je spremeniti človekovo srce. Treba je spremeniti človekovo srce. Jezus v mesto ni jezdil zato, da bi strmoglavil oblast, da bi sestavil novo vladno koalicijo, kot so računali učenci, ampak da pokaže človekovo praznino, duhovno bedo in strašljivo nepotešenost diktatorjev sveta, ki nas tiranizirajo in z nami manipulirajo. Jezus prihaja torej z druge strani, z vzhoda, odkoder prihaja sonce. Jezdi na osličku zato, da bi svoje nasprotnike ponižal na tak način, slikovito, ne da bi se jim maščeval, jih premagal, ampak da bi jim odpustil in jim služil, brez revanšizma in pridobitve izgubljenih privilegijev. Cvetna nedelja je zato, da nas vabi na drugačno pot. Sporočilo cvetne nedelje bi moralo živeti v parlamentih vseh vlad po vsem svetu, v vseh predsedniških in kraljevih palačah. Vse kampanje bi se morale zgledovati po prvi cvetni nedelji. Ne gre za dominantnost, gre za služenje. Hoditi z Jezusom pomeni položiti svoj plašč pred njim in tako narediti pot zanj,
To pomeni umiti noge drugim. Slikovito. Vzeti najmanjši košček kruha. Piti iz keliha trpljenja. To pomeni soočiti se z izdajo, krivico, posmehom. To je pot križa, via dolorosa. To je pot v grob, nato pa v zmagoslavno vstajenje od mrtvih in večno življenje. Cvetna nedelja pomeni izbrati oslička namesto konja, izbrati mir namesto vojne. Jezus je izbral oslička. Zakaj? Vemo, da gre za izpolnitev starozavezne prerokbe. Cvetna nedelja je ilustrirana pridiga, slikovita pridiga, ki je zaradi te slikovitosti ne moremo spregledati, kajti cvetno-nedeljski osliček nas pouči o najmanj 3 duhovnih resnicah. Prvič, vladati moramo s ponižnim služenjem. Vladati s služenjem, ponižnim. Biti Jezusov učenec je težko, ker za nas veljajo drugačna pravila. Vzeti svoj križ in hoditi z Jezusom pomeni umreti sebi. To pomeni umreti svojemu egu. Kot je bilo uvodoma rečeno, umreti tudi ljubosumju, zavisti. Jezus kot rabin je bil mentor svojih učencev. Druženje z Jezusom nas spreminja. Težko je zamenjati vlogo glavnega igralca na odru in stopiti za zaveso. Verjetno je Jezusove učence zmedlo, ko je naročil, naj mu pripeljejo osla žrebice. Raje bi pripeljali kaj drugega, ali pa če bi jih poslal delat čudeže. Simbolika osličjega mladiča je tableta, ki jo težko pogoltnemo. Kako bi sprejeli, če bi nas kdo poslal na takšno osličjo dolžnost? Ali nam ne bi bilo nerodno hoditi po mestu v štric z osličkom v primerjavi s Poncijem Pilatom? Lekcije iz poslušnosti in ponižnosti so težke, ker hočemo biti v središču pozornosti. Toda Bog ne išče slavnih, ampak služabnike. Kdor ima veliko osličjih dolžnosti, hodi po Božji poti. Takšna je Božja politika. Veste, kaj pomeni grški izraz za politiko? Pomeni oskrbovati skupnost. Ne sebe, niti ne celo bližnjega, ampak skupnost, polis, mesto. Politika pomeni ponižno služenje. Jezus je pri zadnji večeri to storil. Slekel je svoj plašč, vzel brisačo, se opasal, nalil vodo v umivalnik, začel učencem umivati umazane noge. To je bilo osličje opravilo najnižjega služabnika v hiši in pravi, s tem sem vam dal zgled. V Božjem kraljestvu ni velik, kdor ima veliko bogatstva, znanja, titulo, položaj, ampak kdor služi. Cvetna nedelja nas ne sprašuje, kako glasni so naši vzkliki in kot je bilo že rečeno, kako velika in kako zelena je oljčna vejica ali pa karkoli drugega. Ampak ali služimo? Na koncu sledi priznanje. Kaj bo Jezus rekel tistim, ki hodimo po osličji poti? Prav, dobri in zvesti služabnik, v malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. Pojdi v veselje svojega Gospoda. Kdor služi, dobi najvišje ime v vesolju. Tudi to je bilo danes prebrano v berilu. Glede Božjega sina, ki je kot človek jezdil žrebca oslice, beremo v kristološki himni, čeprav je bil v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe ponižal, prevzel podobo služabnika in bil pokoren do smrti na križu in Bog mu je podaril ime nad vsakim imenom. Bog nas je rešil tako, da nam služi.
Kako? Tako, da daje svoje življenje za nas. Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Imamo napisano kar večkrat, 4-krat tukaj v središču cerkve. Pogosto mislimo, da smo mi tisti, ki služimo Bogu. Ne, on je tisti, ki se je svobodno odločil prvi služiti nam. Kaj še pomeni podoba cvetno-nedeljskega oslička? Drugič, naša notranja identiteta je pomembnejša od zunanje podobe. Kako pa je v svetu? Prvič smo rekli, v svetu pomeni vladati, ne pa služiti. In potem drugič, svet je osredotočen na zunanjost, na vidno. Zato cvetita lepotna kirurgija in kozmetična industrija. Vse lepo in prav, če smo urejeni, vendar moramo biti tudi pošteni. Pa iskreni, pa sočutni, pa dobrosrčni, zvesti, plemeniti, dobrotljivi. Cvetno-nedeljska podoba oslička sporoča, da veličina človeka ni v tem, kakšni smo, oziroma kaj imamo, ampak kdo smo. Človek je lahko lepo oblečen, močan, bogat, uveljavljen, a hudoben v srcu. Cvetna nedelja je vidna lekcija svetu, zato sta sočasno vstopali v mesto dve povorki, Jezusova in Pilatova. V katero povorko sodim? Prerok Zaharija je napovedal, da bo Jezus jezdil na osličku. To je bilo tako, kot bi se odrasel človek vozil z otroškim kolesom in vlekel svoje noge po tleh. Kaj bi si mislili o njem danes? Ali ne bi bilo smešno? Sploh v primerjavi s Pilatovimi bojnimi vozovi in veličastnimi konji. Kako ilustrativna je ta cvetno-nedeljska pridiga. Pilatova vojaška parada je demonstrirala cesarsko moč in oblast. Lahko si pričaramo ta trenutek. Konjenica, pehota z oklepi in čeladami, zastave z orli, žvenket uzd, zvok bobnov, odmev vojaških korakov, vrtinci cestnega prahu in spredaj transparent Cezar, Božji sin, Kyrios, Gospod. Jude kot podanike je takšna rimska teologija najbolj poniževala. Pilat je izbral konja, Jezus pa oslička. Jezus ni bil v okrašenem bojnem vozu, ki so ga vlekli dobro rejeni konji. Ob boku ni imel meča, niti oklepa na prsih. Petru je rekel, ne prijemaj meča. Meče prekujmo v lemeže, pravi Sveto pismo. To pomeni v pluge, da bomo orali zemljo in posejali pšenico, da bomo imeli žetev, žito za kruh, ki označuje blagostanje. Ni vstopil skozi glavna mestna vrata kot silak, ampak skozi majhna vrata na osličku, ker prinaša mir. Vseeno mu je, če se zdi smešno sedeti na osličku, ker Bog vidi v notranjost človeka. Tak človek okuša ljubezen, usmiljenje, sočutje. Evangelist Matej je zapisal, da je, ko je Jezus prijezdil v Jeruzalem, vse mesto govorilo, kdo je to. Ljudje so želeli vedeti, kdo je ta poseben človek. Zanimalo jih je, kaj se bo zgodilo v odnosu do Rimljanov.
Naša notranja identiteta je pomembnejša od zunanje podobe. Jezusova notranja identiteta je izražena v opisih. Resnično povem vam, preden je bil Abraham, sem jaz in jaz sem kruh življenja, jaz sem luč sveta, jaz sem vrata ovcam, jaz sem dobri pastir, jaz sem ustajenje in življenje, jaz sem pot, resnica in življenje, jaz sem prava trta. Jezus je srce krščanstva. Krščanstvo ni ideja. Krščanstvo je način življenja. Krščanstvo ni ideologija. Krščanstvo je stil življenja. Sledi še zadnja, tretja podoba cvetno-nedeljskega oslička. Tretjič, naše poslanstvo ni odvisno od priljubljenosti, ampak od ljubezni. Jezus je bil priljubljen le nekaj dni. Lahko bi rekli le nekaj ur. Že na Veliki petek je bil križan. Danes cvetna nedelja, v petek, ko bomo prišli ob 19. uri, pa se zgodba obrne. Ni izpolnil pričakovanj. Poznamo to. In to po moji meri, tako kot mislim jaz, samo jaz, da je prav. Pred tem so se mu prilizovali, laskali, vendar osliček ga ni pripeljal na prestol, ampak na križ. Služabnik živi in umira za druge. Ne izvršuje svoje volje, ampak Božjo voljo. Ne ugaja sebi, ampak drugim. Ne gre za priljubljenost, gre za ljubezen, to je razlika. Ne gre za priljubljenost. Tudi otroke tako vzgajamo, če je prava vzgoja. Ne gre za priljubljenost, gre za odnos. Priljubljenost hitro zbledi. Isti ljudje, dvolični, kakršen sem tudi jaz in ves svet, vzklikamo parolo. Hozana, potem pa križaj ga. Nimamo kralja, razen cesarja, so rekli. In na križ so dali sramotilni napis INRI, Jezus Nazarečan, judovski kralj. In zgodovina pravi, da so uprizarjali takrat na začetku krščanstva nekristijani osla na križu. To so našli tudi v starih izkopaninah in arheoloških iznajdbah. Nihče se takrat ni postavil zanj. Kje sta bila dva učenca, ki sta rekla, da bi rada sedela en na levici in drugi na desnici? Ko je visel na križu, so ga zasmehovali. Druge je rešil. Naj reši sebe. Če je res izvoljenec Božji, Mesija, stopi zdaj s križa, pa bomo videli in verovali. Jezus bi lahko stopil s križa. Prebrali bi še o enem čudežu več. Pa kaj? Ta čudež nas ne bi prepričal. Mi bi bili pa izgubljeni. Raje je stopil naš greh, obup, bolečino in smrt. To pomeni opraviti, spet pravim, osličje poslanstvo. Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti pogubljenja, norost, nam, ki smo na poti rešitve, pa je Božja modrost. In ravno norost, kot sem nedolgo govoril, križa, dokazuje, da to ni plod človeške domišljije, pogruntavščine, izmišljotine, kajti mi bi uporabili logiko prikladnejših načinov, da bi bila zgodba videti privlačnejša. Končujem. 3 cvetno-nedeljske resnice. Prvič,
Vladati moramo s ponižnim služenjem. Drugič, naša notranja identiteta je pomembnejša od zunanje podobe. Tretjič, naše poslanstvo ni odvisno od priljubljenosti, ampak od ljubezni. Kako se glede Jezusa odzivam jaz sredi cvetno-nedeljske množice? Ali tudi jaz v trenutkih vzhičenja, ko mi gre dobro, govorim hozana, potem pa se to spremeni v križaj ga. Morda ne samo v odnosu do Boga, tudi do naših bližnjih, morda do zakonca, partnerja, prijatelja, soseda, sodelavca, politik proti politiku, ekonomist proti ekonomistu, tvrdka proti tvrdki, trgovinska vojna proti trgovinski vojni. Težko je izstopiti iz množice. Gojimo zamero, razočaranja, tekmovalnost. Jezus pozna našo omahljivost, zaletavost, muhavost, nestanovitnost. Bom kar rekel, Jezus pozna našo vihravost. Izkusil je tudi boleče izdajstvo in zapuščenost. En njegov učenec ga je prodal, drugi ga je zatajil. Množica mu je obrnila hrbet ter ga izročila krivični verski instituciji, da si je politika na njegov račun umila roke. Koliko podtikanj. Poglejmo vase, če smo pošteni, tudi mi vidimo svojo nezvestobo, hinavščino, laži, dvoličnost, koliko prelomljenih obljub. Na cvetno nedeljo, ko so hoteli okronati za kralja svojega favorita, se je v mestu gnetla množica. Na velikonočno jutro pa je bila ob Jezusovem odprtem in praznem grobu samo ena ženska. Marija Magdalena. Nekoč grešnica, pa še neverodostojna priča v tedanji družbi kot ženska. Tudi na sodišču njeno pričevanje ni veljalo nič. Ena sama ženska, ker so ostali videli v njem križanega poraženca. Samo ona, potem pa še nekaj žensk, baje, je zapisano, da neke govorice, neke čenče, pravi izvirnik, ženske čenče so se razširile, baje, da je vstal od mrtvih. Bog sam je prišel v osebi svojega sina, da je prevzel naš greh in smrt. Sodnik sodnikov je stopil na mesto krivcev, da je za vselej plačal naš prekršek. Zato na cvetno nedeljo vzklikajmo hozana in ne čez 4 dni križaj ga. In zato na veliki petek ne mislimo, da služimo poražencu, ampak recimo to, kar je rekel celo rimski stotnik, ki ni bil Jud, ampak je bil pogan. Pa je rekel, ta človek je zares Božji sin. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Molimo. Gospod, dogodek cvetne nedelje ni zaključen. Prva cvetna nedelja je le uvertura v večno cvetno nedeljo. V zemeljskem Jeruzalemu so te pričakali z vejami v rokah.
V nebeškem Novem Jeruzalemu pa bo velika množica, ki je nihče ne more prešteti, iz vseh narodov, rodov, ljudstev in jezikov, stala pred tvojim prestolom, ogrnjena v bela oblačila, v rokah pa bomo držali palmove veje, govoreč: odrešenje je v našem Bogu, ki sedi na prestolu in v jagnjetu. Gospod, vemo, da te veje simbolizirajo zmago in mir. Sprašujemo se, ali bomo takrat poleg, tam zgoraj, nad zvezdami, kajti brez prve cvetne nedelje ni nebeške cvetne nedelje. Gospod, mi ne iščemo sreče, iščemo tebe, kajti kdor ima tebe, je zares srečen. Amen. Sledi pesem Hozana na višavah. Prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.